Ja, danes pa nekaj novega, ne? Tukaj se peljeva z precej dobrimi kolesi, pa bova poskušala vam povedati, kako si nabaviti prvo kolo, ali si začetnik, ali pa... Če se želite lik lotiti kolesarjenja, ne? Ja, Pa ne veste, kje kolo si nabaviti, pa kakšno opremo bi rabili. Danes bo to midva vse razloživa, samo da prideva tam do ene lepe točke. Kjer se bo ustavila in na teh najnih specialnih kolesih pokazala. Ker sem vzela prav taki dve kolesi, da bo lahko pokazala, En gorca, en gravelc. Kaj je najbolj za vsako stvar za začetnika. Vsi smo enkrat imeli en prvi kolo, ne? Ja, ponavadi je to gorec, ne? Vsakega. Ja. In zdaj tale gorec je precej star, ne? To lahko že sami vidite, guma je prazna, ampak predvsem po tem, kar se najbolj razlikuje od teh novodobnih gorcev, ne? Je to, da ima tle spredi 3 prestave, ne? 3 šajbe, ki to ne najdeš več gorca sploh z 3 prestavami. Zdaj je vedno bolj moderno, da imaš eno, te malo bolj nizkocenovni, imajo pa še 2, ne? Tako da to je prva stvar. Oprema je Shimanova, ker niti ne vem, torej oprema, diski, bremze, torej prestave in ta ves mehanski sklop, no, je Shimanov, ker za gorce je ponavadi ali SRAM ali pa Shimano, ne. Se pravi, na začetku dobro gledati. Na začetku je najbolj gledati ceno pri vseh kolesih, a ne. Ja, okej. Pač Shimano je nekako najbolj popularen, tudi jaz imam zelo dobre izkušnje s Shimanom in na gorcu in na specialki, ker sem vedno vozil Shimano, do zdaj na specialki imam pa SRAM, ne, in jaz ga osebno ne priporočam, sej ne zaradi cene, ker Compagnolo je še ena, ki dela samo za specialke, se mi zdi, pa je res, res draga. Ampak Shimano je najboljši, se mi zdi. To je, ne vem, model Altus. Altus, to je zelo star model. In sploh ne vem, če ga se zdaj še prodaja, drugače imaš pa XTR pa take stvari. Mislim, to bi bolj te za gorce, ki gorca furajo, ki jaz ga niti ne, no, bolj vedel. Meni se je pol SRAM, je nek Eagle, ne vem kaj. Ampak jaz bi priporočil, ja, Shimano za začetek. Pa ker cena tudi ni toliko spet nabita, no. Ja, to je glede teh komponent, ne. Se pravi, najbolj se ti splača na začetku enega gorca gledati, ne? Ali kako? Ja, zdaj, če boš začel sploh začneš kolesariti, je to najboljše. No, se pravi, za gorce in za ostala kolesa je dobro gledati, da ima kolo Shimano, ne. Ja, tako bi jaz rekel, ja. Koliko se pa kaj od tega kvari, če imaš Shimano, koliko se to kvari? Ja, recimo, jaz imam elektriko na specialki, ne, torej električne prestave. Ok, bova z električnimi prestavi še malo kasneje. Električne prestave bova pol, zato ker to je precej bolj drago in za začetnike ne bi priporočal. Jaz nimam električnih prestav, ne. Seveda, saj gravelc mora biti že zelo dober, da jih ima. Ja, ena stvar, ki je pomembna, je, da kupiš kolo, ki je tebi primerno po velikosti, ne, da ti ni preveliko. Mogoče bolj, da si okvir malo manjši kupiš, pa pol lahko nekako to reguliraš s tem, da sedlo premikaš nazaj, naprej, gor, dol. Pa tole fajfo malo daš daljšo, ročke si lahko pol daš malo bolj not ven, mislim tako. Pač lahko kaj narediš, tlele si tele podložke si nastaviš, da imaš malo višji. Pač sam ne si prevelik kolo kupiti, zato ker... Ok, mogoče recimo, da nekoga, ki začenja s tem, pa da ga zanima, kakšne dimenzije kolesa mora nabaviti za določeno višino, pa katere stvari mora človek gledati pri tem, ko gleda za velikost kolesa? Zdaj, najprej tvojo celotno višino, ne? Pa se pa razlikujemo še potem, ko daš takole razkorak noge, koliko imaš v bistvu ti velikost do nekje tle. Ne vidite, meni kažeš. Ja, do nekje tle.
koliko imaš v bistvu ti noge dolge, ne, ker je različno. Pa, ko se usedeš na kolo, nekako pogledaš v bistvu, da ti je dosti veliko. Zdaj, meni ne bo, ne, ker je tole je že zelo staro kolo. Ko je to M-okvir? Tole se lahko pogledam. Ne vem, če bo zdaj pisalno, se skratka ni važen, meni se je smolno. Smolno. Ja. In zdaj v bistvu ti rabiš gledati, da stegneš nogo takole s peto, se dotakneš pedala, na koncu, ki je čist stegneno, a ne, meni zdaj to ni čist tako, ne, ker se lahko še tal lepo. To lahko mogoče jaz pokažem. Meni pa mislim, da bi mogli biti prav, no, ker to bil pa... Ja, ti se malo več voziš s kolesom in s tem kolesom, ne, ker jaz s tem in pol to mora biti malo bolj nastavljen. Ampak ja, saj imaš, načeloma. Koliko mora biti čist stegnen? Ja. No, to je to. Ja, pač imaš nastavljen čisto redno. Ja, to je nekako to. Tudi ja. Zdaj pa, naprimer, da si želiš voziti, ne vem, 3-krat na teden, da bi račun na turo, ki ne bo predveč dolgo, 20-30 km mogoče, pa da bi rad imel prvi kolo. Kakšen cenovni rang tle gledamo? 3-krat na teden na kolo, odvisen kaj boš pelil. Najprej rabiš gledati, recimo, da še nikoli nisi nekih klancev pelil, pa ne mogoče boljš, da si kupiš, če veš, da ne boš nikoli klancev pelil, pa si kupiš eno tako bolj aero, če ti je bolj ravnina všeč, če ne pa gledaš bolj na težo, pa si kupiš kakšnega lažjega. Narad cenovni nivo pa tako, no. Če začneš... Ja, zdaj sva rekla, da najbolj, da na začetku kupiš mountain bike, ne? Ja, pač da se nekako navadiš, če nikoli nisi nič kolesaril. Ja, okej. Če pa boš ravnino vozil, pa ti je tako všeč, da boš še malo grevla zraven, pol pa pač si kupiš tale gravel bike. No, ampak da gledaš, naprimer, prvi, ker so različne cene, ne, bo najprej recimo mountain bike, kakšne so to cene? Ja, recimo, koliko si dal ti za to? Tale je bil 1600, ne? No, jaz bi nekaj takega cilil. Za prvi kolo? Ja, jaz bi nekaj takega cilil. Nekako 1600, zdaj gorc je že kar dober specialka. Malo slabša, ne? Je malo slabša, ampak ja, jaz ne bi pretiraval nikoli, pa predvsem mogoče ne toliko ceno, sej cena je pomembna, ampak prvo, kar bi dal, bi pa dal pač, kaj se ti peleš ponavadi, pa kaj ti je všeč, da ne boš pol si kupil gorca, pa boš vozil samo asfalt, ne? Pa boš rekel, pač recimo, da si premislil in ne boš hotel voziti nekih downhillov ali pa nekih takih strmih pot, ki boš šel na asfalt, je pol boljš, da če veš, da se ti to lahko zgodi, da si kupiš enega grevla, ker gre pač veliko hitreje po ravnini. Pa po moje boš imel še vedno 2 prestavi spredi. Ja. Kar je, tako bom rekel, je za ravnino boljš kot ena, ker imaš pač večjo šajbo spredi in gre boljš. Je pa mogoče malo težje, ampak ko začneš kolesariti, je mogoče najboljš, da imaš več teh možnih kombinacij prestav. Ja, ta teža na začetku, ne? Teža te ne sme ovirati. Koliko bo teh 150 gramov vpliva na celotno težo? Če si začetnik... To je dejansko poješ en zrezek več za zajtrka, pa ne, tako da... Ja, pač dobil boš sicer energijo, ampak jaz mislim, da teža za začetek je čist sploh nepomembna. Najbolj je pomembno, kot se rekla, kaj boš ti pelil s tem kolesom, pa to pač lahko izklepaš iz tega, kaj si že, pa še cena. To, koliko je pa težek. No, se pravi, en gorc je lahko tudi manj kot 1600, pa bo že dober, ne? Ja. Bo. Specialka pa, ki jaz gledam, no, sicer jaz ne gledam toliko poceni koles, no. Pač jaz imam specialko Villiers 110 SL, ki je 5400 evrov elektrika. In to je recimo za nekaj... Elektrika v prestavah, ne? Ja, v prestavah. Tako, pač sej lepš zgleda ta elektrika,
ki imaš v bistvu bolj čisto balanco, ki imaš vse kable integrirane, ker rabiš samo za bremze, kable, ne? Ampak za začetnika najboljš mehansko vse klasika. Okay, zdaj pa na primer, da greš gledat kakšne znamke, ne? Kire znamke bi pa ti recimo rekel, da so dobre za začetne? Ja, to se kar razlikuje, Gorc, specialka. Najprej Gorc. Najprej Gorc. Gorc, tale je moj recimo, je high bike. Prvič slišim sploh, mislim, sem že, ker ga imam, ampak jaz bi predlagal kakšnega Scotta. Scott ima res dobre gorce, tudi že dolgo tradicijo ima. Villiers ima tudi zelo dobre, take tudi nizko cenovne, ampak gorcev ima več Scott vseh cenovnih razredov. Tako da, po moje Scott, Villiers. So pa pol kakšne znamke, ki recimo sploh ne delajo gorcev, ne. Recimo... Pol za primer za specialke, dobiš pa tam kje? Ja, za specialke pa že cena se premakne malo bolj gor, no. 1600 specialka se jo dobi, ampak je res simpel. Nekako rabiš gledati vedno nad 2000, ker če ne boš dobil... Pač, če si res začetnik, tudi nič narobe, no. Ampak če se hočeš pa malo hitreje peljati, pa tako, je pa specialka za nad 2000. Recimo, meni se da dobiš Colnago V3 za malo manj kot 3000, 2800. To sem glih danes gledal prek ene trgovine. Prek spleta. Čeprav to prek spleta kupovanje, to je tako, kolesa jaz sploh, če si začetnik, pa tudi pol, no, ne bi nikoli kupoval prek spleta. No, mogoče ga bi, če imaš isti tip kolesa nekje v eni prodajalni, ki ga prodajajo za več, ne. In pol se lahko dava v linke, Bike Discount je ta, ne vem, kako bi rekel, preprodajalnica kolesa, ne vem, no. Trgovec pa kolesa. opreme prek spleta, no. Ker dobiš res poceni čevlje, čelade in je dober, no, pač. Sam kolesa ne prek spleta kupovati, no. Ja, tako da, če se vrnemo nazaj na specialke, po mojem najbolj, da tam okoli kakšno Scott ima tudi specialke dosti poceni. Mogoče Cube, se ti imaš Cube, ne, gravelca. Glih danes sem gledal, Cube je kolo, ki je najbolj poceni, pa ga profesionalci furajo. Ja. V Pelotonu sem glih danes videl 7500 € je njihov kolo. Vreden, zdaj se sicer neke Kitajska pojavljajo, X-Lab pa take. Drugače imaš pa Gusto tle v Sloveniji, je tudi zelo poceni, mislim zelo poceni. Pod 3000 dobiš zelo dobra kolesa, tako da mogoče ta Gusto je po mojem najboljši. Za začetek. Za začetek, ker ga v Advoju dobiš tle blizu, pa pod 3000 je, tako da je precej, pa ni slab kolo, pač ga furajo. Tudi na tekmah vse, pa vse ekipa, pa tudi na cesti vidiš zdaj zelo veliko takih koles. Lapierre mogoče. Jaz imam Villierja. Villiers ima tudi zelo širok. Pač pri specialkah je ta več, pač veliko je teh specialk, no. In je veliko izbire. Ok, to je nekako za začetek. Se lotiš s takimi kolesi. Slabša kolesa so pa bolj za mestno vožnjo, pa tak, ne, nič. Ja, pač recimo zdaj jaz tega... Nek budget moraš imeti, ko se lotiš kolesarjenja, ne. Ja, tole kolo je bilo 600 € recimo. Jaz bi taka kolesa pod 1000 bi priporočal nekomu, ki se ne fura vsak dan, mogoče če se pele v službo, pa mu ni kolesarjenje kot
da bi šel nekaj trenirati ali pa se na neke daljše ture peljati. Mogoče sam za prevažanje v trgovino pa nazaj. Tak kolo se mi zdi, da je dobro. Ostalo pa pol. Nekako 1000 do 2000 je. Kaj pa naprej, če hočeš pa s kolesom pridobiti na hitrosti svoje vožnje? Ja, najprej, če si začetnik, moraš iti na čevlje, ki so zato primerni, torej SPD za gorca, ki se upnejo pač v pedala in ti lahko pol s tem, je zelo velika razlika, ker ti ustaneš, lahko pač nogo dvigneš tudi gor, ne, in gre malo hitreje sploh v klance, po ravnini sicer niti ne, ampak to je nekako prvi upgrade za to. Pa ne vem, gledaš pač na kolo, kakšno je, pač če se hočeš peljati hitreje po ravnini, boš vzel nekega bolj aero, pa lahko eksperimentiraš z zračencami, gumami, pač to je zdaj pol že za bolj kakšne profesionalce, za amaterje, pa tako vsaj jaz se s tem ne ubadam, pa sem kar dober. Mi ni toliko pomemben. Ok. Od koles, ko zbereš, da začneš, to nekako tone. Pa pazi, da si ti kaj tazgen. Ja, sej to se zgodi na gravelcu pa gorcu zelo pogosto. Recimo jaz, ko sem začel kolesariti, sem z mojo prvo specialko sem šel na Zoncolan, ne. In to je tako zelo to je en klanc v Italiji, verjetno ste slišali, je zelo težek. In jaz sem slišal za njega in sem rekel, ja, tega bom šel pa jaz peljati, ne. In to sem jaz bil toliko optimističen, da bom šel iz druge najtežje smeri gor, potem na eno lažjo dol in pa še enkrat gor, ne. In sem šel brez SPD-jev, brez vsega. In sem na prvem ovinku stopil dol in sem bil konc, ne, 10 minut sem mogel počivati, da sem prišel k sebi. Torej, hočem reči, da ko začneš, ni pomemben samo to, da gledaš, kakšno imaš kolo, ampak kaj boš s tem kolesom počel, pa ne se zaleteti, tako kot jaz, ko dobiš novo kolo. Zdaj pa to kolo je pa ful boljše kot tisto, ne, pa lahko grem peljati ne vem kaj, ampak v resnici vsak tak upgrade, ki te kolesa, ne, ali pa še sploh, če dobiš novo, ki te ushič, pa si, kaj bom pa zdaj lahko naredil. V končni fazi rabiš biti ti dosti močen, da to narediš, in pač kolo ti da nekaj, zelo veliko, na začetku pa vedno manj, tako da jaz bi ne boš ga tako da dal. No, kolesa ne stojijo sama, ne, se to je. Ne, pa tudi poganjati jih rabiš. Tako da ja, ne narediti takih stvari, kot sem jih jaz, ker dobiš nekaj novega, pa si, kaj boš pa s tem. Ja, drugače pa gravelc. Z gravelcem tudi ne smeš biti preveč pogumen, če si ga recimo kupiš. Ja, tudi ni glih zdaj za vsak teren, ne. Ni za vsak teren, pač kar se tiče asfalta, v redu. Če se lahko pelješ, kjer se hočeš. Ampak Pa po takem terenu tle nakoli še gre. po takem terenu, Prej sem hotel malo pokazati, kaj sem jaz zdaj peljal. Za tak teren je gravelc narejen, ne. ja, Za ostalo je že mountain bike. gravelc je v redu za take poti, Makadamske poti, no. makadamske poti, gravel. kjer ni toliko strmo, ker tudi nekako ta grip zgubiš, Ja, ker je zmanjka strmo. pol, ja. In pol gre tudi počasneje k gorcu klanca, ne. Ker enostavno se ti matraš in pač ja, tisti, ki si namerava kupiti gravelca, mora vedeti, da ne bo vsega peljal, kar je do zdaj na gorcu. Da je to kar zelo velika razlika.
res velik. Je, ja. Prva stvar, ki jo opaziš, nimaš vzmetine. Ja, to je prva pol stvar. naprej, balanca, čisto druga. Nimaš vzmeti, balanca je Veliko ožja. veliko ožja, prestave so ful težje, Ja, ponavadi. veliko težje Sploh, predstave. če imaš samo eno spredi, se stvari zelo zakomplicirajo. Ja, ja. Ali v klanc, ali pa po ravnini za ekstreme gravelc, ni gravelc je nek kompromis med dvema skrajnostima. Čeprav po asfaltu, no, pač se už malo počasneje pelil, ampak z gorcem pa lahko kaj drugega odpeleš. Ni primerjava ne specialka, ne z gorcem, ne. Ne, ni. Nekje nekaj ne boš mogel pelati. Ampak če boš pa tekmoval z nekom na mountainbajku, pa z nekom na specialki na eni turi, ker bo najprej asfalt, pa makadam, boš pa verjetno hitrejši, ne. To pa zdaj. Odvisen, kakšen je ta makadam. Pač na konc, ne. Ja. Ker recimo zdaj Če je ful lep Bjanke, vsi pelajo za specialkami, sam širše gume namestijo. Ja. Pač, če ti začneš kolesar, tudi je mogoče najbolj, da če si kupiš specialko, pa si ves čas furil gorca, do zdaj pa gravelca, da si daš malo širše gume, mogoče malo nižji tlak, da se počutiš, da se navadaš na specialko. Hitrosti so višje, balanca je še veliko ožja kot na gravelcu, okvir je ponavadi karbonski, vsa moč se bolj prenese, tole je aluminij, tole je tudi aluminij. Tako, za nekega začetnika, ki začne kolesariti z gorcem, bi tudi tako rekel, da če nisi neki zelo spreten, da mogoče si kupiš aluminijast okvir, ker se manj pa nič čega pedala, ne glih SPD-je, ki se zapnejo, ampak kar navadna, zato ker sicer meni se to nikoli ni zgodilo, Se meni ampak tudi ne. pač jaz Ja. ne vem, to je tako Za zelo. nas je malo težje to predstavljati, ne, ker se nam nikoli ni zgodilo, da bi zaradi SPD-ov padli. Ja, in pa si težko predstavljam jaz, a je to samo nek mit, ali se Ja. to res komu zgodi. Ne, se dogaja, zadnjič glih sem slišal eno zgodbo, da v bistvu imajo ljudje tudi probleme s tem. Pač sej verjetno Enkrat vsi bova še to veste. povedala, kako se SPD Verjetno. uporablja. Ja. Verjetno vsi, no se to lahko zdaj, pač sej verjetno vsi veste. Bomo enkrat posebej za to, da bo prav Ja. videl. Zdaj pa- Sej verjetno vsi veste, o čem govoriva. No? Govoriva o tem, da se ti pripeleš pred semafor, recimo, in si pol tako pač na kolesu, in pa si ti vpet in se ne odpneš in se prevrneš. Jaz imam SPD. Ja, on ima SPD in se boš pač prevrnil, Tle, ker tega ne noga odpneš. ne gre ven, ne. Ne vem, če vidite, ampak... Ti rabiš pač to samo. Ampak se da tudi to nastaviti tako, da v bistvu, ko začneš padati nogo, ven potegneš, pa kar bum gre ven. Ja, Veš, nastaviš si lahko Jaz sem na vse. začetku unata mehka pedala, pa čisto mehka sem jo naštelana in tudi zato v bistvu mogoče nisem padel. Ker je Ja, ta oče ker v vedel, bistvu gre čisto lahko ven. da gre ne. pol tudi naravnost ven jo lahko potegneš, ne, mislim. Sicer se ti pa pol tudi zgodi, da med kakšnim šprintom ven potegneš iz pedala, Ja, to je pa. ampak takrat, ko To to je lahko že narediš, je ja. pa ugotoviš, da v bistvu Čeprav, ko tako pogledaš, ne, dosti dober za boljše kakšen pedala. rekreativc, a bo glih šel iz prve šprinta. Ne, po saj moje, se to ne. pravim. Ja. Da takrat, ko to Do takrat narediš, se pač navadiš in Ja. pa si jih zategneš pa zategneš ali pa nove kupiš, Ja. ki te bodo bolj fiksno držale. Ja. Jaz imam načeloma zelo razrahljane na specialki in na gorcu. Na gorcu pa sploh. No, Ja. Kaj je treba še povedati? Ne vem. zbiranje kolesa je lahko zabavno, ne? Ja, Zdaj pa- zabaven, ki gledaš cene, Ti je malo manj zabaven. malo manj, pa ker ga dobiš, je pa zelo zabaven, kot sem pa že prej rekel. Na gorcu si ne smeš preveč upati, ko dobiš novega, ker nič nov spremembe, ti imaš še vedno nekaj, znaš, to je to. Na specialki pa misliš, ja, sej tudi nič ne morem, sej zdaj imam novo specialko, zdaj bo to šlo.
se lahko tudi zafrkneš, greš nekaj pelat, ki sploh ne bo zmogel. Tako da, ja, veliko je v kolesih, ampak hkrati je to samo pripomoček, ki ti omogoča to delati. Ostalo je pa na tebi. Kaj sva še pozabila? Ja, diski pa... Vibrejki. Ja, so tako, no. Jaz bom rekel, da na gorcu nujno disk, ne, pač ne vem, nisem jaz videl v življenju gorca, ki ne bi imel diskov, po moje. A ja? Ne. Ja, pred 10 leti so imeli vsi vibrejke. A tudi gorci? Ja. Mogoče 15. Zdaj, jaz ne vem. Jaz nisem videl gorca. A ja, pa sem ga videl. Moja mama je enega skota. No, pač zdaj, skratka, če kupujete diskov, pač vsi kolesa so z diski. Vsa kolesa so z diski, no. Specialke so pa, ja, vedno disk, kdaj pa tudi ne, ampak to je zdaj bolj tako kao moda za... Diski, ne? Ne, brez diskov. Je zdaj kao nekaj, to so neki tisti, ki ljubijo stara kolesa, pa stara moda. Ja, zakaj pa so diski tako boljši? Ja, ki je mokro. A ja, to smo že Pač slišali. sej, najprej so se ful bali, kao da disk, ki boš ti padel, sploh v grupah, da te bodo porezali, pa ne vem kaj. Samo to se sploh še nikoli ni zgodilo. In to je čisto brez veze. Da so kao ostri, pa te bo porezal. Ne vem, no, diski so dražji, no, to je prva stvar. Ampak pač bolj zavirajo, ker pač sploh v mokrih razmerah, zato ker je manjša površina, pa bolj je tukaj, medtem ko je vibrejki so pa bolj tle, in ves čas kapljice padajo sem. To je pa manjša površina, ki jo skozi lahko bremzaš, no, in pač ni toliko dežja gor, no. Ne vem, nekaj v tem smislu. Drugače so pa diski vedno na levi strani, razen na enih velodrom kolesih so na desni. Okej. Sem glih videl. Še kaj? Po moje ne. Če vas zanima, zakaj sem jaz danes ves čas takole mahal, ima tle kar en roj muh, ne? Ja. Čakam, da na kakšno tako na snemanje pridejo še komarji, ne? To bo lušten. Ja, No, po mojem sva kjer veliko povedala, no. do takrat... Lahko še kdo kaj vpraša, mogoče nisva prav vsega povedala. Jaz nisem najbolj mehanik, ampak ja. Do takrat se pa ob takih vidimo, ne, kaj pridejo komarji. Ja, Pa tudi snemana. tako da, nič. Pa da boste videli še bolj videli mahati, ne. Se vidimo naslednji torek.